pižamici je voda plunil, glika, se je začel smajati. Drage poslušalke, cenjeni poslušalci, nova akcija za 25%, ne vem česa, ne dobite ničesar posebnega, ampak tukaj je v novi jesenski izdaji vaš najljubši podcast Glave. Upam, da je vaš najljubši podcast, če ne, ga poslušajte 3krat in bo rato vaš najljubši podcast. V 159. delu se bomo danes znašli in še ena novost. Ne, ljudje so spraševali, Glave, kdaj boste tudi vi šli na videoprodukcijo? In ja, danes lahko gledate naju, kako... Ne, to midva zdaj gledala, to sem malo zamešal, drugi naj jo videla, ne? Sam midva se videla, ko so vismo placu. Ja. Tako da v glavnem, Glave še vedno samo v zvočni podobi, ampak zato toliko bolj nafrfuljeni. A lahko še jaz pozdravim, samo da spustim nivo entuziazma, ki si ga dal. Vaš najljubši podcast za legitimno preživljanje prostega časa in sovoditelj. Živijo ljudje. Jaz se opravičujem za pižamca. Že tako na začetku. A smo lahko enkrat polni energije, enkrat tako, da snemava, prekipevamo od veselja do življenja. Ne. V glavnem, takoj na začetku bom povabil v Discord, če greste na aparatus.si/Discord, tam nas je, ni nas mal, se pogovarjamo, rešujemo stvari, svet, med drugim, I guess, ne vem. To in pa seveda aparatus.si/vprašaj Glave, kjer če naj kaj vprašate, midva lahko odgovoriva in dobite nalepko. To je zdaj že kratko radil. Dobite nalepko. Če vprašate, je vaše vprašanje izbran, dobite nalepko. In pa ta najbolj pomembna stvar, če smo pravic povedan, je pa aparatus.si/podpri in res hvala vsem, ki ste tam poklikali, ker res je, sploh zdaj, ker smo bili na pauzi, sem že spet par stvari naredil, ki ne bi mogel narediti, če ne bi ljudje podpirali, kar se tehnikali tiče. Recimo, šel na počitnice za 3 mesece. Tako. Vsak dan jedel stejke v suvidu. Ne stejke, suši, ampak tako, veš. Suši v suvidu. Ne, suši, ampak kapesante. Ne losos, ki ga lahko kdorkoli kupi, kapesante. Kapesante, kaj pa je gulje? Kaj pa je gulje, lepo požgane pod Brenerčkom gor z svojim omakco? Čeprav vsi vemo, da kapesanta je, to je, za kar je, suši je bil narejen zaradi kapesante. To mislim, da je res. Ne? Ne vem. Jaz bi rekel, da je kapesanta. Vemo, da suši ni bil narejen zaradi lososa, ker lososa so začeli propagirati resno šele po drugi svetovni vojni, kar vajo vsi, ki so poslušali prvi del podcasta, danes praznuje. Ki ima celo nekaj dodatnih delov. Sem bil res, suši je bil, ne? Tuna je bila. Tuna, tako pač, okej. Ampak danes ne bomo govorili o tunah, čeprav vse skupaj zgleda malo fiši. Oh, God. Kako dobro. Dajva sam spomniti, jaz sem pač napovedala, da bova gledala Twilight oziroma Somrak. Jaz mislim, da temu filmu je... Sago Somrak. Tako. Jaz mislim, da temu filmu je nor. Jaz tega res nisem nikoli gledal, nič nisem vedel. Jaz mislim, da tudi trailer nisem. Seveda sem vedel, da je ta Batmana, ko je ta Pattison, da je notar, pa ta, ki je Bela, tudi ne vem, kako je ime več. Nekaj nimam odprto. Taka ni ena kendi, a ne, kaj je ona že? Kirsten Stewart. Ja. Mislim, da gremo pogledati. Takole, vidite, kako sva pripravljena na novo sezono. To sam pomeni, da ona je za naju Bela. Pač jaz tega res nisem gledal in nisem vedel, kaj pričakovati. Kirsten Stewart, nisem pa pričakoval tega. Zdaj pa, kaj je to? Začniva, pižam. Jaz bom začel takole. Tudi jaz nisem tega vedel. Moje znanje se pač... bi rekel, naveša na tiste 3-4 stvari, ki so krožili okoli po popkulturnih referencah tistega časa, kar je sicer bilo dovolj, da sem si upal omeniti Twilight, tudi v stand-upu. Če smemo zdaj poslušati posnetek iz predstave 50 odtenkov nive. Zdaj, Twilight je zgodba, kjer imamo pač modela, vampirja, ki je star 100 let,
Ja. ampak zgleda kot najstnik. Ne? Kar pomeni, Ja. ne, da je star 100 let, pa še zmeraj živi pri starših in lahko dela na študentske bone. Ne, na študentsko napotnico, kar pomeni, pač to ni, jebeš American Dream, to so slovenske sanje. Ne? Ampak poleg tega pa mislim, sorry, ješ vampirka se svetlika, kaj dela? Veš, mislim, prek študenta pa hod kot kresnička s prvošolčki, da je kao to ne zbije. Se to mora prijeti. To je to, kar sem vedel, pa vedel sem, da je 50 odtenkov sive se začel kot fanfic Twilighta in je potem so malo besede spremenili, pa imena, ker se full vid, tako pač, full vid, jaz sem imel namen takrat, kao da delal parodijo, ne, 50 odtenkov sive, da mi jaz to malo prebral, prišel sem točno čez 2 poglavja in pa sem se začel dret noter v Kindle na otroci, prvo res, tle sem pa vesel, da sem piratiziral to knjigo in se tako prav videl, da je bilo nastavljeno tako, da bo model vampir, malo je tako neki hint, ki so. Ampak tukaj, dajmo začeti splošno s filmom. Če začnemo na splošno, jaz bom sam takole rekel. Ta njihova srednja šola. Če bi imel jaz na izbiro hoditi na to njihovo srednjo šolo, tukaj Forks, ne? Village je. Home of the Spartans, to sem si zapomnil, da so vsi Spartani. Če bi imel izbiro to, ali pa hoditi na Bradavičarko takrat, ki je bila Umbridge ravnateljca, sorry, kje je klobuk izbiruh, fukan me v Slytherin, jaz grem tja, ker nisem videl v lifeu bolj zamorjene srednje šole. Mislim, niti unga kluba kofetkarjev nimajo belih Jamajčanov, vse, kar smo se napalili, ko smo gledali 10 stvari, ki jih sovražimo, in tle pa nič, mislim, tako. Ampak, lej, zdaj pa se strinjam. Še žabe ne secirajo, črve imajo. Se strinjam. Čak, da prijajo do ventilatorja. Ne, počakaj, da povem do konca. Ker sem jaz ta film pogledal, sem šel brati Trpljenje mladega Wertherja, da sem se razvedril. Ne, ampak glih to je fora, lej, ne, glih to hočem reči, poslušaj me. Viš, kje je prvi namig, viš kaj, lej, ta film je treba postaviti v pač zgodovinski kontekst, ker efektivno se je naslanil na celo to emo sceno, ki je predtem obstajala v resnici. Pa če rečemo emo scena, ne mislimo eme, ne mislimo Carmen Stavec, ne mislimo Magnifica. Na emote, jaz ne vem, kako to drugače. Tokio Hotel, že spet smo. Vile Valo, zdaj nek solo koncert ima v Sloveniji. Tokio Hotel, prevečkrat sva ga omenjala v tem podcastu. Kaj moš, ko narediš pentagram na srce v logo? Okay, My heart bleeds for Satan, ali kaj? V redu, ker Slayerji so pa vsi satanisti, a veš, vseeno, glavno ne bomo šlo to. Hočem samo reči, da vice, da se je napal iz tega emota, cele te scene, ampak veš, kje je prvi tak resen namig? V kakšnem fontu je napisan Twilight s tistimi, nekimi črtami, mal na metal, mal na emo, pa nek križ je noter, ne, tako da je res. In pa se jaz spomnim, da jaz ne vem, če ta štacuna še obstaja v Ameriki, ampak obstaja neka štacuna, ki se reče Hot Topic. In to je neka franšizna štacuna v Ameriki, kjer take stvari prodajajo, veš, kjer lahko kupaš majico s 3 volkovi, ki delajo, pa luna v zadnje, veš, ta štacuna, pa neke te prstane, ki grejo čez cel prst železne, pa te scene, ne. No, ampak tako, in iz tega vidika, tako bom rekel, čisto korporativno, najdemo roman za mlade, ki je kao vampirji, vse je glumi, non-stop dežuje, nasloniš se na cel emo stil, font najdeš za naslov, vzameš, kar se mene tiče, presenetljivo lepo fotografijo film posnet, presenetljivo lepo je ta film posnet. Tukaj imam jaz, tudi če smem neki. Je lepa slika, ampak, vem, kaj še rekel. No, povej. Model, a imel kamerman pogodbo, da ne sme biti več kot 2 sekunde pri miru. Jaz bi tukaj mogoče na koncu, v unem zaključnem obračunu, če malo preskočimo, zdaj mi dva predvideva, da ste vi gledali. Če niste, pač bova malo opisvala, ampak v zaključnem obračunu, kaj je ta James, on snema, on bo zdaj snemal, kako jo bo ubil, in pol ona ga odrine, on zlaufa, skoči čez no porine stran in gleda in tako reče,
very visually dynamic. Ta model je bil isti, ki je kameraman, ki je delal ta film. Dej bod mir, ne pa ona dva sta tam na drevesu, svobodna kot ptička na veji in potem gre kamera okoli. Ampak ne gre celega kroga, zato ker niso imeli toliko keša, kot matrica. Prav vice, da ni to gnarja. Vice, da ni to gnarja. In pa so šli še enkrat, so prenesli, so rekli, čak, zdaj je pa tale naša roka, ta naš žerjav, na katerem je kamera dost, gremo še enkrat od začetka in potem se vrti. In zdaj ne vem, a je tle slučajno, imamo noter kakšen simbolizem, kakšnega dežavujo. A veš, kaj se reče, štrikrat vidiš isti kader. Ne, kaj si rečeš, a je Edward. Okay. A veš, da jim pred 15 leti s kakšno drugo tako sedel, a veš, da motocikli noč časa in pa Matthew McConaughey uleti in reče, time is a flat circle. Glej, poslušaj me. Kje se to najbolj vidi, da nimajo denarja? Ta prva scena, ka una srna laufa. Ka srna laufa, mislim, da je ene 4-krat isti posnetek uporabljen, tako sem jaz izdojel. V glavnem gremo na začetek. Najprej srna laufa in jo neki napade in vidi se, da je človek. To se vidi, da človek srna beži in na koncu je neka človeška figura zahakla in predvidevamo poje. Ja. Ubije, najmanj ubije, najbolj poje. Da se rečeš, ok, Bambi očitno ni več Bambi je prišel v splošno last, tukaj zdaj medvedek, tu ima zdaj Bambi grozljivko. Tako. No, pa imamo pa Izabelo, spoznamo Izabelo Swan. Ja, no. To je... Vse, kaj pa ima naprej. Glavno, ona gre k fotu. Ja, ampak dajmo prosim tlele šejt. Na začetku kao mama, a ne, kao bo šla z nama, ne, pač mama je ločena. Očitno že nekaj časa, ker pa zvemo, da ona v 4. leta ni več božiča preživela s fotom. Ampak zdaj ima enega tipa, ki se tudi ona dva štekata, čisto redo, ampak se odloči, da bo šla k fotru, ker ne bi rada potovala, ker on je pa nek Little League baseball player. To se mi zdi bizarno. Ampak pazi to. Tle disk, ona reče, da ne v Phoenix pa ne grem. A lahko bolj Phoenix Sunset disne, že tako Twilight jih disa. Ni to zdaj Luka Dončić, njihov očka, še Twilight jih disa. Ja, no pa cela poanta je, zakaj je to Arizona, ne? Je, ker je tam sam sonce, ničesar. Gre pa, kot je najbrž verjamemo filmu, v nek kraj, v Washingtonu, kjer največkrat dežuje. Pač v Manchester gre, ali ne Glasgow. V Tržač. Lepa je, okej. No, in kjer je non-stop dež, ne, je cel ta kontrast, tam si bila na soncu, na suhem zraku, klej pa non-stop vlažno in dežuje, ne. To je ena stvar, gre seveda v novo šolo in tam začne spoznavati, je ta zelo high school moment. Ampak še prej vidimo, da ona pozna, ne. Ona pozna nekega staroselca. Tako. Jacoba, ko leti s fotrom. Fotor je tudi zgleda take, ena vloga, neko modri, ki je povezan z naravo. Pač tak zelo stereotipno, ampak je tam... Ona prodata je avto, ne? Avto je hud. Avto je hud. In tle imamo že ta prvi moment. Tle sem rekel pismo, mi dva gledava še naprej zmeri The Fast and the Furious, ki reče, sklopko moraš 2-krat pohoditi. To je to, a veš, tle ni avtomatikov. Tle živijo z naravo. Tle imajo ročne menjalnike. Tle živijo quarter mile at a time, ker so tako hitri. Oni živijo quarter pint of blood at a time. No, in pa gre v šolo in tam spozna to neko stereotipno ekipo, ampak bolj nerde, ne, v bistvu, ne. So sami nerdi na tej šoli. Ja, to je res. Niso segregirani, a veš, imaš tle, vsi so tam, a veš, tudi vsi te, ki zgledajo, pač unka imaš Cajtank šolski, ta Erik, pa ta Mike, ki je, ne, pa Tyler, ki ti kar tam, daj jim poljubček, malo bomo dali. So pa crazy guy. In so tako, ampak ful niso, tudi niso, ne vem, koliko glik dodelani. Ne. Ti so tam sam zato, da pokažejo, oni so tam zato, da pokažejo, kao, zdaj narekovaje delam, normalno srednjo šolo, njene normalne prijatelje, ne, ker potem pa uletijo kaleni. In so res, še enkrat, kdorkoli casting za ta film delu, res so najlejljene. To treba povedati. Pattinson res kles gleda
Jaz sem skozi gledal, a ima eno obrv neki drugačen. Ja, nekaj ne štima, Ja, res je. Dobro so jih naredili. Pa una je kaj, una Alice, ki zgleda taka, da bi bila ta naslednja punca od Scotta Pilgrima. Ja, res je. Ampak tako, res so najdel nekaj ljudi, ki tako ne pašejo, ne? Ja. Da ne govorimo o Fotru. Foter pa zgleda meni, kot David Tennant iz Trgovine Jager. Ja, se strinjam, tisti je res. Ampak tako, kar se tega tiče, je res kul. Sem pa razmišljal, jaz sem pa gledal, ta film je 2 uri dolg, ne? In v bistvu kar velike enih stvari, velike enih stvari morajo vzpostaviti, da bi karkoli štimal. In nekaj mu tudi narata do tega prideva, kar se me tiče. Ampak zdaj bom tako rekel. Ta film, jaz lahko pišem s 3. Hotel sem reči besedami, sam niso besede, tako da prosim, če poslušaš, kako bom opisal ta film v 3 telih stvareh. Okay? Poslušaš? Ja. Okay. Temu se reče medmeti. Ne, zato veš kaj fora. So hotel reči medmeti. Ona ima to poje. Ampak medmeti je zdaj še enkrat ponov. A vse 3? Ja. Ne moram jih svora. Daj prosim, no, če kdo ni pozorno poslušal, daj ponov. Zdaj tako, res je, gledajo se, Pižanc je ful dobro napisal, v bistvu bi to mogel še bolj izpostaviti, ta grizlanje ustanc, ne. In trpeči pogled. Okay, in zdaj je tako, ona je tam, spoznate gike, ki mora čisto vse en, da so tam. Ja. Pač spoznajo jih, neki se družijo. Tukaj moram povedati. Ja. To je genialno. Jaz sem pa, ker sva z Mojco, ki je prišla glih, ki je bilo konc filma, v dnevno vek, da ni treba prej. In prav, pa to, jaz sploh nisem vedel, da Anna Kendrick not igra. Prav, ona tudi ni vedela. Prav, in sem šel gledati in ona dejansko... To dala zapiske. Ja, objavila tweet, kao, ljudje, jaz sem danes pogruntala, da sem igrala v Twilightu, ne. Ful je weird, ko v bistvu razen, tako, v bistvu Pattinson pa Stewart imata legit karijere, sploh Pattinson, zdaj ki je Batman, ja. Ostali bolj ne obstajajo, več ali manj, ne. Pa ena Kendrick pa največja zvezda, ne. Ja, tako kar zanimivo, ne. Ampak oni so res pač tako, oni bi imeli lahko, oni kartonski striški, bi bili lahko. Ja. Ja, tam so, ona je tako, da ima neke interakcije in to, pol je pa, zdaj pa tako. Ampak deva še neki. Ja. Ko ti pogledaš te kalane, ki prvič pridejo noter. Zgledajo kot učitelji. To je bila moja prva misel. Meni je bilo pa pač, oni zgledajo, kot da so ena tete zajebanci, ki bojo na vse gledali zviška, ki jih bojo, pride do njega, ga ušamara, da odleti strani. Dajo nek tak vibe, da bojo malo tako... Mal buliji, kao. Ja, ampak... Ja. Na koncu meni bolj zgledajo ful starejši vsi. Tako vsi so tudi. Mislim, da proti najstniškim likom iz Briljantine. Dobar, tisti nima veze, ti so bili odrasli, ne, ti so bili detki že. Zdaj pa, ventilator. To je najboljša scena v zgodovini filma. To je, jaz ne vem, če obstaja. Jaz sem bil prvo tako, ona pride in sem tako, ventilator imajo. In sem bil tako, kva? Ampak sem bolj rekel, ok, to je neka ta biologija, ne, eksperimenti mogoče, pač neki tako, pol, ki pa dojamem, da je fora v temu, da ona stop, da je zavoha, pa mu slabo rada, ona sebe voha. Jaz sem rekel, kaj jaz gledam. Pa lasje, to je zdaj, metal spoti nimajo tako z balzamom, natreniranih las. Ampak to je toliko dobro, mislim, glupo katočak, to je dejstvo, ampak kašen setup. Čeprav zakaj? Ne mi nekaj pove. Marca je prišla na šolo, to omen. Marca, ki pričakuješ pomlad, ne, pa te pomladi sicer ni glih na spregled. Dobro, sam se pravi, če non-stop dežuje. Ampak, non-stop dežuje. Vročin. Zakaj kurac imaš ti ventilator? Sorry, že tako, ko vidiš šola, nima glih že pol. Mene bi recimo pol, če gledamo na ta maturantski ples, na ta prom. Mene je bilo super, da so ga imeli, da ni bila to neka mega telovadnica, kot so ponavadi, ampak je bila res, tle smo neki v enem večnamenskem prostoru mini, ne, in imamo... In smo se znajdli z budžetom že spet. Nimajo glih budžeta, ampak za takole, da pa po nepotrebnem takole ventilatorje laufajo, to pa... Noro. Mislim, ta scena res, to je kar... Jaz moram priznati, da kako pozorno sem gledal, meni še da zdaj sem pogruntal pač, da
jo je zavohal, priznam. A res, ja, ti samo misliš, da jo videl. Ja, veš, da celo kaj une, veš, tako pač. Ja, ampak ni zaradi ventilatorja. Hvala ti. Jaz imam kdaj stojan že Tomič momente. Ti naštekaš Šekspira, jaz pa ne olifaktornih referenc. Ja. No, pa tako, pa on zgine in ga kar ni in ona ga hoče pač ga soočiti, zakaj si me zavohal in zdaj bežiš. In ga ni, vmes imamo eno sceno, ki enega delavca... Mislim se, ja, pa se vidi, kaj jo... Ne, tako, ona gleda, ja. Pač nisem s tem ventilatorjem. Ja, to je kar slabo, moram reči. No, pa vidimo enega delavca tam nek ubije neki ljudi, mislim, te še ne vemo, čisto beži pred nečem, pač umre, okej. Pa se pa začne res ta, jaz ne vem, kaj je to, no, ampak taki weird dialogi, to so tako weird dialogi. To dejansko, jaz si predstavljam, zdaj, če si ti nek mulc, ja. A veš, pa mogoče nisi glih socialno adaptiran, recimo pa najni zgodbi, ne, najni zgodbi, a veš, pa imaš kar naenkrat tam, a veš, Luke Skywalker, ki je en deček in ti skozi njega lahko živiš. Isto je tle, pač ona je, pač tle te oči, skozi kere ti dejansko, pač, če si neka najstnica, ki hrepeni po čisti ljubezni, a veš, ti doživljaš to zgodbo. In sorry, zato, če se jaz spomnim, kakšne smo mi bedarije, konc osnovne šole, kaj je bilo to v tej misli o ljubezni? Ja, okay, pač, to so une, veš, jaz se ne bojim, da te bom izgubila, jaz se ne bojim tebe, jaz se bojim samo, da bi te kdaj izgubila. Pa, veš, strah me je bilo, da se ne bom mogel ustaviti. Res te floskule une, a veš, stara sem 14 let in imam globoke misli o človeštvu in ljubezni. Okay. To v bistvu so malo kupam. Za to ciljno publiko, stvari, zdaj, kako je to v filmu, ne? Ampak za to ciljno publiko se mi zdi, tiste, ki hoče nagovoriti, jih nagovori na pravšnji način. Ok, to v bistvu vzamem nazaj. Ti damo v bistvu prav, je pa res, da bi mogli bi se nehati. Res je tako gleda. Cel film je ono, prav imate, da bi šel v štacunu kupu bronhije, pa jih metal v televizor. Ja, to je dosti res, res noro. Pa je pa scena, kjer se prvič vidimo, nekaj čudnega se dogaja, kjer eden skoraj zbije po nesreč na parkirišču z kombijem in Edward uleti zelo hitro, ni zraven jesta, ona ga je gledala in je vedela, ki je. In jo tako reč, da z roko ostal kombi, ne? In se vidi, ta človek je pa močan. Ne? Ja, in se kar ukrivi. Ja. Jeklo pod njegovimi rokami. Pač kak je Superman izpade. To je neka ta klasična, veš, kot Clark Kent. Sorry, ne vem, kaj je. Ja. Pa imamo ta zelo creepy moment. Pa prej še, ko mu reče za te oči. Za oči, da se barve. Reče, zanj si imel črne oči, zdaj so zlatorjave, kako je. In pa una, ki pravi, jaz zakaj ne maram dežja, ker ne maram mrzlih in mokrih stvari. Peva naprej. To bomo pa pri poljubljanju. Tako. Pa imaš pa, ka ona sanja. Ne, ka sanja. Dajmo to pač še v bolnišnici, ki jo doktor Cullen pregleda in pa vidi tam, kako on z ženo, znamo pa za Edward, tam pa pride Edward do nje. In Edward jo začne tam gaslightati. To je čisto, ne ti, tako kot si rekel, ne ti si, jaz sem bil bližje, se ni bilo nič, mislim, razmerje, ki se s tako očitnim gaslightingom začne, jaz mu dam priložnost do polovice drugega dela, ko bom rekel, do polovice drugega dela. Okay, v redu. Pa to, da je, Pa sanja, da je v sobi, kar pol dobimo potrditev, to lahko že zdaj rečeva, kako enkrat pride pol kasneje do nje, kako pa to, čez okno, že te gledam spat. Kaj delaš? Ne to. Mislim, to je dejansko je to pravzaprav cankar. To je cankar iz erotike, kar reče in osam, ki pač upeva to Heleno, kako stoji, pa tuhta, kot zdaj njena duša plava, pa sanjajo ji uči te dneve neke danje, pa to, da je obraz sam tam gori, prav in osamljen, kakor jaz. Pod nje oknom v temni noči. In tako rekel, pod nje oknom v temni noči
manj creepy, ki pride čez okno. Jaz mislim, če bi Cankar imel te sposobnosti, Cankar bi šel čez okno. Bi bil tudi noter. Bi rekel, a ti lahko razložim kaj o suhih hruškah. Prosim, če napišeš, Cankar bi tudi šel čez okno. Za potencialen naslov. Kristus. Kaj je to? To ni defenestracija. Kaj kontra od defenestracije? Kaj je defenestracija? Ja, ne vem. Pa je pa tako, da jo v bistvu, kjer jo že ta ki je v bistvu simpatija od Kendrickove, je povabila prav, ona reče ne, ker moramo Jacksonville, ker zato... Bortles! Okay, zato, ker pač igra bejzbol tam, res bizarno, no, vse zavrača in pa tudi tako je, da on v bistvu, ker je pač netopir ful dobro sliši in to sliši tudi na 20 metrov, ne, tudi ta je bila tako, no. To bo to pa v zadnjem obračunu tem to vprašal, eno vprašanje za to, ampak bo to pa ima ta ki flipneta Bigfoot mamo na glavo, ki ni bodva sam prijatla, prav bodva ne prijatla. Ne, prav, če si pametna, se boš držala proč od mene in kaj? Če jaz nisem enak, kaj če sem jaz bad guy? Ampak to je recimo, to je meni bilo cool. To je meni, a veš, kot twist za nek high school fiction film, je meni to v redu, da ni on zdaj sam, jaz imam moči, ni Clark Kent, ker na to si navajen, saj neki je drugačno, to se mi je zdaj čisto v redu, pa da on to sploh reče, da ni to tako nam prepuščeno. Ampak zakaj on to reče? Zato, ker jo ima to krat. Mi seveda. Da se boji, da se ne bo znal zadržati. Tako. A veš, zakaj je to torej? Ne. A se sliš, kako si ustnico grizem? Prosim, nehaj to delati. Glave bi mogli biti ASMR. Ne rabim tega vizualnega spomina, pižanc, hvala. Znaš, kaj bi bilo? Ne vem, kjer Kobek je rekel, vse je pač erotično, če si ga razlaš ustnico. Ampak ne to zgorne. Ok, glavno naprej. Že zdaj videl, zdaj mi je lahko veseli, da ni videl. Noben mu ne privoščim to. Pižanc je voda plunil, se začel smejati. Slabo. Prvo mi je ustnice grizo, zdaj pluva po sobi. V glavnem. Pa to ni joke. Prosim povedal, da si plunil. Hvala. Ampak sem na tepih. Ne po Anžetovih položnicah. To moram tudi povedati, da zmeri, kam idva tle snemava in že tako le položnice psti namiščeš, mogoče pa pižama vzel pa plačal. Ne, plačujem jih vsem. To sta, by the way, ne bo povedala od česa, ampak to sta edine dve položnice, ki mi ne prijeta kot e-račun. To je edina stvar, ki še prija po pošti, ne. Zato jih vidiš v bistvu. Ok, nima veze. Pa grejo pa na plažo? Na plažo in tam pride že spet ta ker sem jaz mislil, da ima dosti večjo vlogo Jacob, da ima dosti večjo vlogo že v tem prvem filmu, po temu, kar je, ampak očitno moramo ostale filme gledati, kjer on v bistvu pove, da ne bi tako kar da malo vedeti, da Kaleni so pa tako, da neki je da obstaja legenda, njihovo pleme so potomci volkov. Ja, no, od Jacoba, oni so bili pa eno drugo in da so se pol domenili, da ne bojo drugmu hodili v zelje, da jih oni pstijo primir. Tako, pa prav reče, da ima grandfather, ne, kao, ne. In on, Klej še zmeraj predstavljen, kot da so oni potomci, ne, čeprav mislim, da je Klej že vsem jasno, za kam pes taco moli. Ampak ok, a ne. In pol ona dejansko začne to je v bistvu požene, da to zdaj moram pa jaz o tem začeti razmišljati, ne. In v bistvu gre v knjižnico, v eno drugo mesto. Ne, ona gre najprej na internet. No, ja. Ona gre najprej na Google, internet tako, in Google, ampak očitno ne zaupa spletnim prodajalnam. Okay. Ker bi lahko naročila, ker tisto knjigo, kot sem gledal, mislim, da so imeli tudi drugje. Ampak kaj je fora? Meni pa všeč, da je tako, v bistvu je dosti ležit ta googlanje prikazan, da ne zmot. Čisto aktualno je. Ampak pred njim je pa še, imamo pa spet vampirje, ki spet enega lovijo. Tam pa prvič vidimo, kdo so. Tukaj so pa en je iz intervju z vampirjem, s to oblekco in ne igraj se s hrano. Ne, imamo tle stavk, ne igraj se s hrano. Čeprav, a spogruntov neki, se vemo, da so oni volkodlaki. Kakšne une so imeli neke une palčke, ki so jih grizlali,
ki zgledajo tako kauni, tudi podobno, ki imajo za pse zažvečati. A res? A ja. Ja. To nisem. Ne vem, ali je bilo za naš, ampak tako imajo eno prvo, to sem pa jaz pogruntal. No, vidiš. Voha pa ne štekam. Tisti je, no, ventilator scena je še zmeraj Ja. rešit. V glavnem. Ja, in pol v bistvu se pretvarja, da gre gledati za valeto v bistvu obleke s prijateljicami, v bistvu hoče pa samo knjižnico in gre v knjižnico. In tam najde eno knjigo, in tudi tam je eden. To, kar je že, to, kar je videla tam. Tako je, ja, in pol staroselc je prodaj in tako, zakaj pa tebe to zanima? Ampak vseeno sem ti prodal knjigo, sen. Gre ven in jo dobesedno napade, tako 4 modeli. Ki so jih prej gledali skozi izložbo, ki so probavali super, obleke. Pač probavanje oblek, pa izložba. To je ne, to je genius. 90, to je 90 še. Zelo, ja. Ja. No in potem te 4 modeli napadajo in potem jih prežene, seveda, Edward. Ki ima Volvo ta. To, a je product placement to? Ne vem. Mislim, da je imel enim brati, ne? Ja. En so imeli enega Mercedesa, kao uno bolj uglajeni, uni poln te velik džip. Ampak zakaj pol tega jaz ga pa stav, da je bil product placement. Saj se je tako, Volvo. A veš pa tako, ker se je videl, da ni nekaj klasičnega. Zgodil, jaz bom pa vmes pogooglil. Ni nekaj klasičnega. V glavnem, ja, Edi uleti, ne, s svojim Volvotom, in jo reš, ne, in ona malo zarenči na nje, oni se ga res ustrašijo, grejo stran in pol jo pele, kaj do restauracije, kjer je ona zmenjena z kolegicama, s katerimi so kupovali. Tukaj moramo povedati, da je uno kolegico, kar ta drugo, to, kar ni Ana Kendrick, je kar reka, ti kar ti pa vpraš sama. Ja. Ti si samostojna ženska. Spačka, čeprav so kao njo hočijo. No, tako, ja. Okay. V glavnem, in une dve, kje si bila, prav, malo so se zaklepetala, prav, da jo bi jaz dan pripelal, mora nekaj jesti, ne, in potem večerjata in Edward ne je, in ona ima tam nek raviol z ne vem, čim ji prinesejo, pa to je, ona skozi vegetarijanski, tudi kad s fotram hodita jesti, skozi vidimo, ona je vegetarijanka, ne, to je, ker je, ne, zdaj pa tudi vidimo, zakaj se ona dva zaštekata, ne. Ona ima skozi te neke vegetarijanske stvari in Edi pa ne je, ne, prav, da je na specialni dieti in potem, ne, prav, zakaj si me branil pa to, ja. In prav, slišal sem, kaj so tisti izmečki mislili. Prav, kaj, ne, slišal si, ne, in ja, ne, in pa ja, nimam več moči, da bi se držal od tebe, ne, to je spet ena ta, a veš, nimam, in potem se peleta v avto in ko hočeta kurjavo, ne, se pravi, malo bi se nakurla, ne, štekamo, vidi, da ima mrzle roke. Ne, to je pa, kaj si pa ti, ne, malo hipotermičen ali kaj model, in to dost, ko bi lahko rekel, awkward situacijo, prekine še bolj awkward situacija, ko pač vidijo, da je tam oče še parkiran pred postajo, da je Edwardov oče tam. Ja. Ne, in so videli, da je tega modela, ki je bil ta božiček z Batcrackom, ne. To mislim, da je tudi kar zelo. Kolega od Fotrninga, ne, očitno. Ne, da so ga ubili. In to so pač te, ki so bili prej. In oni so povedali, spet so živali ubijali, sam se nam ne zdi. In se zdi, da oni mečkrat tudi neke te ljudje vejo. Te prebivalci, da jim je neki jasno. Ja, jaz sem tudi ta vibe, že Fotr je tako, ne da ve, ampak kada so malo bolj, ne, noter, ne. Ja. Ne. In potem gre ona naredi tisto, ne, kar naredi vsak človek v 21. stoletju, gre googlat diagnozo, ne, in najde legendo o mrzlih. God, in pa imamo z celega sveta, bom. In se zdi, da je en tak cheap knock-off špice od What We Do in the Shadows. Mislim, zelo pocen montaža je, no. Pač tako zelo pocen montaža. Ampak potem pa, ko gre spat, meni pa zmaga kader, pol tiske, ne vem, kjer je Dracula filma je, referenca, ki sta ona pa uno, ki poznamo vsi tis kader, ki smo ga videli, to mi je pa, lej, tlepa, to pa mislim, če bi sam ta kader obstajal, tlepa tudi Marcel Štefančič reče zelo za. Če ne bi bilo drugega okolja. Če bi bil sam ta kader, bi bil Marcel Štefančič zelo za. Sam povem, da se je malo dvignila prodaja Volvotov in da je bilo kar, da je tudi v knjigah očitno Volvo in da je še en Volvo v naslednjem filmu. Pričakujemo še enega Volvota. A nisi presenečen, da sem jaz to pogruntal? Ja, ampak je tako, res je noro. Ker si ti s avtom meni kar lep drugače. Ta C30, ki je bila meni tako zanimiv, ta hatchback. Ti veš, številko, jaz sem videl Volvo. Ja, Volvo C30. To sem videl Volvo. To valjda vsi vemo. No, potem pa imamo trenutek, moj bog.
moj, My to pa. God. Ko gre v hosto bela, gre v šolo memnega, a ja, pa oni pravijo pač, da jih ni, ko manjka, ker šol, da jih starši vodijo na ekskurzije. Ja, ko je lep vreme, ko vedno, ko je lep vreme, ja. Ne. No, zdaj pa tako. On gre, pač gresta v gost in se tam zgodi neka psihadelična scena. Torej, tam montažer tam je jedel iste kukije, kot Hanžek v 10 Fast and Furious. Tisti pa, jaz 3/4 cajta sem bil tako, a še kar smo kle. Tako sem mislil, da se ima sanja, če vse je nekaj nerealno. Čeprav tle je dobro, koliko si star? 17. Ja. Koliko časa že? To je lepa. To je Ta lepa, to je lepa. Ta je zelo lepa. In pa tudi kle zvemo, pa da ga je rešil. Ne, to kasneje zvemo. To kasneje? A ne to zvemo? kasneje, ne, to malo kasneje. Tukaj pa zvemo, prav, vpraš me, kaj jeste. Ja. Pa ga ne, pa, ko damo del štuporamo. Stari moj. In ko on to, kao, naj bom jaz tvoja uspenjača. Je pa zdaj tako, papa, you must see what I look like in the sunlight. In jaz zdaj tako, zdaj bomo pa videli, zakaj se skrivajo, ker zihar je neka groteskna scena. A ti nisi vedel tega? Ne, jaz to nisem vedel, jaz sem isto zdobo zdaj, veš pa na sonce stopil in bo, ne vem, se mu bo lobanja videla ali pa nekaj. Jaz sem to pričakoval, pa se je pa svetu. Ja. In sem rekel, a ja, se res, jaz gledam najstniški emo film. Ja. In sem bil tako, kva. In pa oh, it's like diamonds, it's beautiful. Ja, on je spet... On je ta, ne, Doja Cat. Ja, Doja Cat moment, ja, se vem, kako to pa celo vem. To je, mislim, res, ka se tako, ampak, ki še tako malo, veš, ko ga gledaš, so pa efekt naredili, ker ni sam bleščanje, pol enkrat imaš, ampak kaj je šuno mečkan, kaj neka mauric, nekaj tako. Ja. A veš, je ta mal, a veš, kaj če so to modeli, ne, ki so istočasno lahko v 2 svetovih, a veš, v temu njegova temna tvar. Veš, on je hudeči severni si. Ali pa nekaj, kar ena od mnogih vrst Beyond the Wall. Si tako predstavljam. Ja. Klepo je zvemo, da oni sam živelijo. Ja, in reče, mi smo vegetarijanci. Tako, to je joke, to je najboljši joke. Jaz sem pa upal, jaz pa naredil joke, da so vegetarijanci. Ne, on ga pa pove. Super, ti si res dober. To je dober. In ti si moja posebna vrsta heroina. To je pa direkt. To pa, tle pa, veš kaj narediš? Ja. Tle pa ugasneš za pol ure, pa greš na repeat poslušati od sokolov, ko so češnje cvetele. Res slabo. Zdaj pa tako. Ta moment, ko pa ona da pridete v šolo in sta efektivno skup, ki jo objame, vsi so, to si že spet, kle že spet gledamo teen movie in je čisto, to je meni čisto v redu. Klepo ali zvemo, da je iz 1918 pa influenza pa to, ne. Da je pač španska gripa, ne, pač, da on ugrizne, ne, Kalen ugrizne samo tiste, ki bi drugače umrli. Tako, ja. Ne, in to, in jaz se je, da pa tudi zvem, ne, da hodijo okola, ne, pač oni se zasmil, fakt, res to, da si predstavlji ta peko, da si ti vampir. Ja. In namest, da bi bil pač kot, se on reče, oni so the top predators. Ja. Lej, ti bi lahko bil vladar, ti bi letal okola, a veš, ti bi bil, Lazlo bi bil lahko, a veš, ne, iz What We Do in the Shadow, ne, vse v svet bi bil lahko tvoj, ne. Ampak ti moraš že 100 let hoditi v srednjo šolo. Mislim, da je bil tip vesel, ker je bila 2. svetovna vojna, ki mu ni bilo treba v šolo hoditi. Ampak si ti šel jeklo, da so oni vedno klep? Ne, drgi so. Oni hodijo, zdaj so pač po nesreč nazaj tam, kjer so. Pa sem prav razumel. Ja, oni so. Mislim, da se osredotoča na druge stvari, ne samo na vonje v filmu. V glavnem pa Klepol, on bere misli, sestra, unaka zgleda, kot odrasla Pika Nogavička, pa vidi prihodnost, ki je subjektiv, ki se lahko spremeni, ki se lahko spremeni. Dokler si ti na neki, na trenutni smernici dejanja, ona to vidi, ampak se to lahko spremeni, ni pa to zapečen. Ne. Ampak pa ne, pa neki tofu še imajo vmes. Ti se dosti smešen drugače. Imagine eating tofu. You're full, ne, kako je, ne,
you're full, but never satisfied. Model, jaz sem vegetarijanka. Ti si kar smešen. No, in potem pa, zdaj bo pa peljal domov. Ne? In zdaj si predstavljaš pač tudi, kako bo. Tle bi bila po eni strani, če ona še ne bi vedela, da je vampir, bi bilo ful možno za eno tako lepo komedijo zmešnjav. Ja, ampak se gledi to, ta film nima cajta za to. Ja. Je pa meni dejansko smešen, da oni kuhajo, ona je pa jedla, ker je vedela, da ne jejo. Ampak že tam, in v bajti, križ imajo v bajti. To je tako, veš, tam počtenga imajo križ. Sam je huda, pač, da se vidi, da niso ti neki to, klasični. To, pa reče, jaz sem mislila, pa je on rekel, kva sem mislila, da je švidla, ne, bolj Dungeons, pa Modes, pa ne vem kva, ne. Ja. Pa je res pa tako... Pa reče, not Modes. pa je res taka odprta hiša, full stekla, Ja, vse, nič vse. tako. Mislim, meni je to dobra fora, da če se že greš to... Ja, da. Da greš v kontrasmer, da je nekaj malo bolj frišnega. Ni tako, da oni pa živijo v svoji stari hiši izpred 500 let, ki jo je Kalen zgradil, kar bi se hitro lahko bilo, pa ni tako. Ja. Pa še pole kul, ki sta noter, nekaj reče, ti imaš pa full muske, še vedno CD-ji. Ja. Ta podcast vedno ima ali DVD playerja, pa CD playerja. Ampak on gre pa še en korak nazaj, on ima še not načrtov, ja. Čeprav ima memorirane, kapol Debussija igra na klavir. To je pa čudežna polja moment, nekdo igra klavir v nadstropju nad menoj. Tlej tudi pol malo že so neke te tenzije, ki misliš fakt bo, a ne unam. Sestra, ta druga, ki ni menik piksičik, kaj karijezna, pa kvaso to, pa kaj ta frišen. Ki se komi zadržuje. Pa nima postelje. Ne spi. Zdaj vemo, zakaj je hodil gledati, kako spi. Ja, ful dober. A ja, pa cel cajt, ne, kar je kar, to je pa dober speljan, ona je cel cajt neroda. Ja. Zelo je neroda in to je ne parkrat prav pride, kar je kar v redu, no se to lahko na koncu povedala. No. In kle je pol ta I like watching you sleep. Okay, zdaj vmes se oni odpravijo loviti vampirje, mene pa se pa poljubite. Zdaj pa, kakšni so občutki? Ne? Zdaj je pri njemu tako kakor blizav steak. A veš, pa še imaš steak, ne vem, no, sorry. Ki mrzu pa mokar. Ja, tiste stvari, kaj ne ima. A ti, ki se ona z njim francosko poljublja, oziroma kot pravi temu mladina, žvali. Ja, tako rečejo. Zažvaljala. Ti se res vsakič tako postaraš enkrat na epizodo, da je noro. Ja. A ne, mladi, žvalite se. Žvaljate se. Ja, in a ona dobi pa tako brain freeze, kaj pa sladoledu. Ja, ne vem, koliko je to mrzlo. Pojma naprej. Čeprav jaz mislim, da ta žvaljenje, to je meni se zdi fulst mogo biti. Ker jaz mislim, da ni izraz ta, ne izhaja iz živali, da pač, kaj živališ, ampak iz žval. Kaj pa je žval? Neš, kaj je žvala? Žvala je pa una stvar, ki jo imajo konji, takole. Oh, God. Vmes, med usti, da ne, a veš, kapol usto pa gore, to so žvali. A veš, kad tle dejansko zgleda, da ste drugmu žvali. Dobar, da midva nimava videa. V glavnem, ne veste, kaj je zdaj naredil. Sploh nam razlagal. V glavnem, pa je pa ta bejzbol. O moj bog, to pa, ta bejzbol ima še manj smisla, kak vidiš. Ja. Pa rabimo, da je nevihta, ker tako nažigamo žogce, da pač mislim... Ja, pa on laufa, una pa tako počas teče od baze do baze. Bizarno, nič ni pravkle. Ampak pa pridejo te drugi vampiri, bejzbol, mi bi tudi šli bejzbol. Ja. Od kje? Modeli, ki ste se vi rodili, ni bilo bejzbola. Ker ste se vi rodili, bila edina igra z žogo, je bila una, ki so se šli maj pa steki, ki so glavo odbili, pa verjetno ste tam vi hodili na malco zraven. Pa bizarno je, ker imajo neke stare uniforme, tako odjenkijo, neke te pinstripe imajo. Yeah. Tam nič nima smisla, pa še to je, ki reče, daj si lase dol, ker kaj, zakaj? Ja, vrat zakrijo, da ne gre toliko von od dne. A ja, tega ampak ventilator, pol se zgodi pa naravni ventilator, ki mu drugače strokovno rečemo veter. Ja, točno to. In tudi zavoha, in pol zavoha, zdaj pa tako. Tejo seveda branijo, ker je she's family. To je direkt. La familia. Ja. Viva Brazil! Točno to. Ampak ta James, ki je kao bad, najslabši negativc v zgodovini filmov. Nič ne vemo o njemu. Njegov prijatelj mora povedati, jaz nič tazga nisem videl že z mojih 300 letih, on je pa res tukaj, on sledi, bam. Pa zakaj?
Kar nekaj. Zakaj? Tako, kot bi ti šel pa videl en full hud hamburger. In Rekel, pol je moram treba tega imeti. ja. Pa en bi ga dal v avto in ga odpeljal. Ne, jaz moram to imeti, ne bom šel tle, ker bom svež hamburger lahko jedel. Sem pelal 15 ur za njim, da bom pa postal hamburger. Točno, ampak res nonsens, pa da greš ta v avto in je Fast and Furious, Vampire Hunters. Ne, sorry, res je že Ja, Edo je. je kot Dominika v avto not, ne, prveš se. Jaz sem sam čakal, si v rokave dol strgal. Ja, to je dosti Pa, so pa not, kuno, kao, ko grejo, kao, zdaj bomo pa mi, to je prav uno ekipa. Prav ekipa, sam čakaš, kdaj bojo še kakšni drugi uleteli. Kar je meni res, pač, kar me moti pri samo temu je, da je zelo, nisem, 3/4 cajta nisem vedel, kaj se dogaja. Kle. Ker unadva v eno smer bežita, pa se sestre oblečeta v obleke od bele, zato da bo vohal to, ena se celo drgne ob drevo, zato da za njo laufu. In Ti si te podrobe, meni je bilo to tako en blur enih stvari, ki so tako. In pol kao, on dojame to, zvemo, da dojame to, ker una sestra vidi prihodnost in pol nariše neko baletno šolo, ki se jo Bela spomne, ko je bila 4 leta. Mislim, mislim, po Rimu se vozimo z 2 avtomobilama in zadaj je pripeta ogromna jeklena bomba. Je bolj verjetno od tega. Dom Toretto, Domen in Brane in vse vam verjamem, tako bom rekel, res. What? Kaj je bilo to? Okay. Mustang v vesolju. Ne, ni bil Mustang. Ne, sem imel Mustanga, ne, kva sem imel? Ja, pa skenslata še Fotra, ampak tisti je, ne, tudi če ne, no. Mislim, on bo šel za mano, ne, rekla bo isto, kar je moja mama rekla, ko sta se... Dajte te družinske travme malo pozabiti. Ne, pa meni je bolj tako, in kaj, zdaj zato, ker ti Fotra skenslaš, ta James, ki tebe lovi na tvoj von, ne bo Fotra na mir pustil, ker si ti... What? Mislim, ok. V glavnem, pa je pa tako, da... Sorry, jaz moram tle. Kaj je motivacija Jamesa? To je pač tle bi imela lahko en cel del, ali pa nič. Nič. Ampak, fuck, ej. Prijatelj not, sorry, jaz sem videl, unariše špegle. Kao dvora baleta, se govak, to bo zdaj neki... Hudo, a veš, ona bo tam sama, v špeglih se bo videl kako se sama vrti. Lepa, to je bilo dobro. Vsi se spomnimo tega pač od kretenskega Polanskega, ne pač Fearless Vampire Killers, oprostite, vaši zobje so v mojem vratu, ki so na vampirskem plesu in se obrnejo in tako cela gruča za njimi vampirov, tam pa sam oni 3 v špeglu. Ne? In to bi bilo, ne, vidijo se v špeglih, mislim, sorry, tle smo zdaj dobili Bruce Lee film. Ampak pa je tako, res je tak beden showdown, on je tam neki meče, pa jo ogrizne, ali bo tudi ona vampir, pa ali tak Edward leti in bomo haha, ti si najhitrejši, zato si sam, ne, nisi pa najmočnejši, ne, pa reče, dosti močen, da tebe ubijem. In pa v bistvu se ona tepeta res z najslabšimi. To mislim, da ta film zelo razočara, ker se vidi, da vsi pretepi, vsta CGI, ki se dogaja, je res porazen. No. Res legit porazen. In je v bistvu tudi dosti boring. No. In na koncu je v bistvu tako, da če ostala familija preleti, unga tam razkosa in zažgejo, ali sploh ni, ok, bolje fajn mi je ta poanta. Kaj bo zdaj ta strup v njej? Ja, ampak to je meni recimo bolj cool fora, tako, to je saj dramatičen, tako je ne 6krat bolj ka fajt, to resnic. Ja. In pa v bistvu tako, da Edward v bistvu posesa strup z ne, v bistvu... Ampak pravi dvoboj ni bil tem, bo on premagal Jamesa, ampak bo on premagal sebe. A bo zmožil se utrgati. Tako. Ali bo naredil unož, ki smo mulci, ki so me unete stare tetrapak sokove, ki so ga isto, dokler ni bil čistra. Tega mulci danes ne morejo s temi, zato so prikrajšani. Pa kle ta fotar odkaleno dober izpade, ker pač tako se vidi, da on je unka. Ja, dejansko so, pač pričakuješ. Jaz sem pričakoval, da so te vampiri, pač, to nisem, jaz sem mislil, da so oni veliko bolj tako neki elitisti, tako malo arici, a veš, pa ni, oni so sami folk, ki proba živeti s tem. Ja. To je, kar se meni zdi čisto ok, kot premisa. Meni je to v redu. Tudi fotar se mi zdi, da je dober lik, tudi fajn igra človek. Tako da meni je to res ok. Je pa res, da pa se pa zbudi, pazi, tukaj imamo ta citat, če prej v teh sanjah, reče, smrt je lahka, življenje je težje. Emoti, tako je življenje. Ja.
Ampak to si predstavljaš, kako ta stavek 563 krat napišeš na zadnjo stran zvezka za biologijo. Ja. Ampak tako napišeš, pa nekaj okol narišeš, nekaj smrti, veš, nekaj te scene. Črne srčke. Črne srčke. Črne srčke. Okay. Okay. Jaz delam fuzor, rečem črni srčki in tebe ubija. To je v redu. Mene zdaj zanima, zakaj ti ta fora tako bila? Kaj imaš ti v svoji zgodovini, da si imel tako reakcijo na črne srčke? Malo si mi prodal ta moment, da je to res to mišljen. Malo to si mi res prodal, moram reči. Okay. Ona se zbudi, Mati reče, in to sem hotel reči, Mati pa reče, ti si bila pri njih doma, padla si po štengah in si šla čez oka. In tako, that sounds like me. In to je pa tako, vidiš, da se je nekdo s scenarijem ukvarjal. Spodrsne mi na ledu, nočem plesati, ker sem narodna. Sorry, tam na začetku je tuno, ko spodrsne na ledu, ko se reče, fuck. Ne, a veš, kaj jaz vem, kaj je to. Okay, je nekaj drugega, če imaš 40 kg ali pa 160, pa ti spodrsne na ledu? Pa leta so tudi pomembne. Ja, mislim, da ampak že tako 16. Meni je bil to najbolj grozen. Mene je tudi kar zaboleli. Ja. Ampak pazi, tukaj imamo tudi pravzaprav lik, ki je najbolj odrastel v tem filmu. Največja sprememba, ne? Mama je začela uporabljati SMS-e. Ja, ker reče, you're texting, finally. Pa moram reči, da ta mama, hčerka odnos je kar v redu. Ja. To je dobro napisano. Ful je tle zelo velik te šanse na ta klasičen, kao jaz ne maram ta novega fanta. To je kul, ki se šteka. Štekajo se z obojmi. Tako, še fotor je dosti dober speljan. Ja, pač očitno, zdaj, če je bila una 4, se pravi 15 let, sta že narazen skor. A veš, je očitno ima to neki... da si je rekel, da je jaz bom svoj lav, čeprav on se nikoli ni druge, očitno. Ja, pa še tako je, da ful je bil vesel, ker prihaja, pa noč tega ne zna pokazati. To je tako. To je v bistvu ta stvar je kar na takih kul temeljih. No? To je meni sta recimo ona dva kot starša veliko bolj verjetna kot oni z Katum Foter, ginekologi, things like hate about you. Ti si veliko bolj... Za comic effect, klepa ne. Klepa v bistvu je to tiska mal ozemlji vse skupaj. To je res. Ja. Pa ona, boš prišla v Jacksonville, tam bo lepo polno reče, ne, jaz bi pa kle ostala, valjda zaradi Edwarda. Ne. Aha, ne. Ampak, izve tudi, da je Viktorija pobegnila. Ja. To je pa ta tretja od unih 3 vampirjev, vse en. To je to... No, to že spet nisem, ne bi se mogel ustaviti. To je spet ta stavka, ki ga napišem, prosim, vzemite črne svinčnike z bleščicami. Jaz mislim, da črni svinčniki z bleščicami zihar obstajajo. In napišite 65 krat, zdaj pa na tretjo stran delovnega zvezka za gospodinjstvo. Najhuje je bilo, da sem se ustrašil, da se ne bi zmogel ustaviti. Okay. To in pa je tudi reče, pa je tudi Jackson in ona ne, in mi je šla na prom in pol gre ona seveda z gipsom. Ne. Ampak najprej imamo ta moment, Foternin pa Edo, tako ne, on je... Ampak spet... Veš, kako zdaj model, ti si 70 let starejši od njega, pa moš, dober dan, gospod. Ja, ampak pa vice, perček pije, ne, pa vodo, ali kva, ne. Ne pije vode, vodo matam. Vodo matam, tako, to je res, ja. To in pa ona pride, you're perfect, pa I'll take care of her, pa tako, jaz sem pa to že slišal, mu fotar pravi, ti se kar okej. In pa gresta plesat in gresta not. Preden gresta not, pa pride Jacob. Ja, seveda. Jacob se prepela in reče, sorry, fotar mi je plačal, da govorim s tabo. Ja. Ni se ga, da pač prav pust tega tipa, da je mu dvojko. Da se še eno malo postaram, da je mu dvojko. Opazovali te bomo. Ja. Ampak je ful dobro, tako, ok, whatever. In on tako, sorry, pač to sem mogel, prav uno je kaj rečemo, da ti da cash, da si mi povedal, tako pač uno dva sta. In pa imamo ta prom, ki je pač res, kaj bi ga imel v, ne vem, veli telovadnici osnovne šole Savsko naselje. To je. Pa ne, ampak je tako, prijemno, pol vidi, da so oni normalni ljudje, so tam tudi ona dva se v bistvu prvič, da se tako malo zabavata. Ja, smejite se, to mi je bilo tako pač, okej, ne. In pa imajo slow dance paviljon, tam plešeta in on pa reče, a si pripravljen, jaz bi bila zavedno stava, pa ti ni dovolj, ne, da z mano, da imaš samo dolgo življenje z mano. Okay. In pol kao, da je v ogriznu, pa jo ne ogrizne, ampak sam fleki naredi na vratu. Evo, še ena stara. Ampak, ta model je namigušat, kot Nandor. Tle je ta Nandor Guillermo, imamo ta odnos. A veš, jaz bi bil vampir, ne bom, ne. A veš, to isto. Ampak mene, kar je od vse patetike, ki je bila na začetku filma, je ta paviljon še dosta okej. Ja. V resnici je dosta okej. Pa dajmo povedati, to je ena boljših angleških besed za paviljon.
Gazebo. Gazebo. To je pa Gazebo. gazebo. Ja. Sliši to klasiko, kar je. Ja, pa zraven pa I like Chopin. Ja. Pa je pa zadnji kader, ki je pa una Viktorija preživela vampirka, ki pobija, ne? Gleda njiju, kako plešeta in se okolo obrne in zelo možno gleda po štengah. Ne? In kaj bi jaz dal? Si predstavljaš, zdaj pa ta isti kader. Ja. Pač vse vemo, ona je to, ampak imamo osebo od zadaj, vidimo, da se je, mislim, da si celo neki frizuro spremenil, da si jih je ravnala. To ne vem, kaj prej imela une kodarce neki. Da se obrne in pogleda v kamero in je Sarah Michelle Gellar. Da je Buffy. Jaz bi imel to nadaljevanje, jaz bi imel tle. Lej, bova videla naslednjič, ne? Bova videla naslednjič. Zdaj pa, kaj si mislil? Jaz ne vem, kva si mislil. Ja, mislim, jaz, če bi bil, recimo, se pravi, 30 let mlajš, Ja. pa nasprotnega spola, bi verjeten tudi malo zraven. Kaj pa vem, jaz imam feeling, da tudi za fan. Jaz mislim, da je veš, ful bolj je narejen na to iz te pozicije, ker se zdi, ker ona je tako zelo, čeprav to, kolikor sem pobral, da se sploh tam pri 50 otenkih to vidi, da je zelo blen. Ona je pač res ta, ona je ta pač kalup, kjer ga lahko vsaka bralka, vsak bralec svojo osebnost projicira. Jaz vam pa tako naredil, mi da pač malo poslušalce in poslušalke, ne? A je kdo to gledal takrat? In je bil takrat... Mislim, da je Hans. Res, aha. Mislim, da je Hans. No, bomo videla, Hans, če poslušaš, če si gledala, ne? Ja, zanima nas, kaj so moški 37 let stari mislili, ko so to gledali. Ne, res, tako, če ste ta film gledali takrat, a vam je bil dober. To me zanima. Ali ste videli čez ta korpo, a veš, apropriacijo? Ja. A ste šli vas tega, fuck, oči mami, zakaj nimamo Volvo, ta najslabša sta? Ja, to je v bistvu tisto, kar je za vprašanje. Iskreno me zanima, zakaj? Ker jaz mislim, da Obrtniško je film v bistvu ful dobro narejen. No, poslušaj me do konca. Ti kadri, monevaš. Ja, se strinjam, ampak poslušaj me, ne zgleda pa... Sam to bom rekel, intervjuji na RTV-ju imajo boljš kadriranje. Poslušaj me, ne gre za to, jaz sam govorim, da fotografija je dejansko ok, jaz se strinjam, da montaža je bizarna, ampak je pa film, poslušaj me, film je 2 uri dolg, kar pomeni, da so dal denar za 2 uri, kaj veš, da ga je za take stvari, le koliko je recimo 10 Things pa to, to je ura 30, ne, film. Ja, dobro, sem bila tudi že uspešnica. Si zaradi tega, glede to pravim, da se vice, da nekaj denarja je pa le bilo vrženega noter, a ne dovolj. Ja, jaz imam še eno drugo vprašanje, zdaj, ko smo, samo da te prekinem, dajte, če se spomnite, tisti, ki ste brali takrat, Hans, kakšne so bile reakcije na izbrana igralca? Kako je bilo vam? Če ste takrat spremljali, kako vam je bilo, ko ste videli, kdo bo Bela in kdo bo Edi? Okay. Pa to lahko daste na poševnico Vprašaj glave, lahko kaj not napišete ali pa v Discord, pa bomo že nabrali. To pa res ne. Škaj, zanima me, jaz zapravim, zelo sem rekel Obrtniško, tako vice, da je ta film imel denar, a veš, aj dober, se strinjam za montažo, ne, ampak tako, ni B produkcija. Ja, ne, bi to ne. Hitro lahko bila, a veš. Pa tudi so določeni premisliki glede nekih teh scenarističnih, kako neke nastavke naredi. Meni recimo, veš, taki, kot je recimo bil 10 Things, pa to, ne, ti si je meni v bistvu B produkcija, ki zaradi scenarija pa to v bistvu prevesu A. Kle se mi zdi, da je pa v bistvu A, ki mogoče pol zaradi res slabe montaže pač se zgodi to, kar se zgodi. Nač, to je to, ne? Prve popočitniške glave. Posnetem v Ljubljani, ki je danes malce manj deževna kot Viličje. No, ali pa tam, no. Ja, jaz, ko sem se zjutraj vozil, je sonček bil nekje. Sej, takrat pol Edwarda ni bilo, glavno. Ja. Še enkrat bom rekel, poševnico Vprašaj glave, ali pa pridite v Discord, no, ker se mi zdi, da imamo res čist fajn Discord. To je to, pa seveda aparatus.si poševnica podpri, res hvala vsem, ker ste tam poklikali, ne veste, koliko to pomeni, zato sploh tole obstaja. Naslednjič pa lahko napoveva, če bo šlo vse po sreči, če veš,
Vejca, kaj mislim? Ja. Vprašaj pa je. To smo se zdaj zmenili. Tako da to je to. Jaz bom rekel, adijo, pižanc pa najbrž tudi. Ne? Ja, ne, jaz ne bom, jaz bom še nekaj rekel. 16. novembra. Aha, povej. 16. novembra glave na gradu, ker vidim, da so vstopnice že na voljo. Že? Ja, piše tle. Okay, mi moramo že za januarsko specialko poslati ta teden, moram napisati. Ja, okay. V glavnem, januarja bomo spet, ampak zdaj pa 16. novembra na Ljubljanskem gradu, ker tle piše, da sem odprl spletno stran, že imate svojo vstopnico. Okay, kupite vstopnico kar na spletu, na vznožju vzpenjače ali na grajski blagajni. Tle piše na grajski blagajni. No, to je dobro, super. Bra, to je boljš. Opis. Ivan Tavčar ni pisal samo o spodletelih manikurah mezincev in ljubezenskih zvezah podloženih s citrami. Bil je tudi odvetnik in ljubljanski župan. Bo razpravljavcem uspelo najti kakšno zanimivo vest Tavčarja z Ljubljanskim gradom ali se bodo zatekli kmeta šalam o meti. Pridite poslušati, naslednja ponovitev se obeta šele leta 4000. A to je ta, ki je bil na 10.000 $? Ne, 10.000, kdo je pa bil? Ni bil, ne. Cankar je bil na 10.000. Sem mislil, da boš ogorčen. Ne, pozabil sem, jaz sem mislil, da boš ogorčen, da mislim, da sta Tavčar pa Cankar. Ja, ne, to vem, da ne. Ti menjaš Cankarja pa Flisarja, kot športno. No, ampak da poveva, ne, in z nama bo pa obodov agent Aljoša Harlamov. Ja, znanec, nikakor prijatelj. To je to. Pižam se reče adijo. Adijo. Čau. Hej. Ustnica, kako si slastna. Ne, jaz začel stran gledati. Stran mu začel gledati. Čau.